Ja, moj vstop v politiko je bil slučajen. Nagovorili so me, bolj bi rekla, prijatelji oziroma znanci, s katerimi smo se družili. In sicer bolj z namenom, da bi bile te volitve nekoliko drugačne, bolj zanimive, ker bi še enkrat se ena ženska potegovala za neko funkcijo. Vedno so bili sami moški in tudi kasneje so bili vedno protikandidati moški. Res je, biti ženska v politiki je pravzaprav eno težko delo, nisem si ga tako predstavljala. Dolgo časa sem bila najprej svetnica, sem bila edina svetnica med mnogimi moškimi. Že takrat si imel, oziroma so ti dali ta občutek manj vrednosti, že pri tem, ali so ti dali besedo, da si lahko govoril na določeno, vprašal kaj ali na določene stvari odgovarjal. Kasneje, kot neke vrste stara mačka, si že izboril ta prostor, da si lahko tudi kaj vprašal. Ko pa sem prišla na drugo stran, se pravi kot županja, takrat se je to nekako bolj odprlo. Lahko si ti svobodno spraševal, ampak zelo pogostokrat sem se srečevala s tem, da so bili odgovori zlasti moške populacije, bom rekla ogrožene populacije, zelo ostri ali velikokrat napadalni. To se mi zdi, da se dogaja tudi zdaj, čeprav se intenzivno trudim, da nekako dajem možnost vsem enako, tudi tako ženskam kot moškim, ampak moram reči, da ves čas ugotavljam to, da smo ženske veliko bolj prilagodljive, da so moški veliko občutljivejši, kar se tiče teh vprašanj in da mora z njimi nekako drugače ravnati kot z ženskami, da dosežeš neke vrste mir v tej, bom rekla, sferi občinskega sveta. Meni je to žal, da je tako, ker se mi zdi, da je prav, da smo ženske in moški. Ko sem bila sama, med moškimi sem izrazito pogrešala žensko družbo.